Ok, vprašanje, kako ga spraviti ven iz sobe v naravo, da ni skozi zaprt v sobi v svojem svetu, da gre malo v družbo. Prvo je treba pogledati, kdaj se je sploh zaprl v sobo, ker to ni od zmeraj. Najprej vedno pogledati v našo odgovornost. Tu bom vedno znova ponavljal in tu delam pri sebi in vsak mu reče, poglej, kaj si ti naredil, kje si ti lahko odgovoren za to, da je do tega prišlo. In kot starši, če se nam otroci zaprejo v sobo in nam tu pobegne iz vidika, iz našega vidnega polja, ali pa mislimo, da je to normalno, pa kar naenkrat ne pride ven, nekaj se je moglo zgoditi, da se je zaprl. Sprav, kaj zdaj narediti, ko je že enkrat zaprt v sobi? Najprej spet, tako kot vedno, pogledati, kaj se je zgodilo, prevzeti odgovornost, se opravičiti, če ste nekaj naredili, niste reagirali tako, kot bi si želeli, ali pa ste reagirali, kot ste in vidite, da to ne prinaša rezultatov in pogledajte, kaj lahko naredite. Najbolj simpel je, v e-knjigi sem napisal 3 preprosti koraki do boljših družinskih odnosov. Narediti tiste 3 korake. Objeti vsak dan, reči, da jih imate radi in reči hvala za to, kdo si, da si izbral mene za starša, da sem lahko mama, da lahko živim to izkušnjo. Karkoli pač ste hvaležni. Tu 3 je treba delati non-stop. Vsak dan, ker nikoli ne vemo, kdaj bo zadnji dan. Če ne nič drugega, poleg vseh drugih doprinosov, ki jih te 3 koraki imajo, več v e-knjigi, bom link pripopil spodaj. Pol pa, kaj narediti? Z njimi podeliti, kako je bilo za vas. Se zavedati realnega sveta, da danes ni udobno iti kar ven v družbo, ker se otroci, mladi danes veliko zafrkavajo, da ne rečem ponižujejo in so nasilni drug do drugega. Tako verbalno, kakor tudi vedno več je fizičnega nasilja. In kaj naj dela v družbi, če recimo nimate dosti denarja doma, pa ga zafrkavajo, nima tak telefon, tako je oblečen, pa mogoče malo čudno zgleda, ali pa ima nek hobi, ki je ostalim beden. Pa karkoli, ima dobre ocene v šoli, ali pa karkoli danes ljudje že izrabijo proti tebi. Sprav, dajte res pogledati, pa če res ni v družbi. Jaz sem recimo svoj čas tudi veliko geekov, igral igrc in sem spoznal ljudi iz cele Evrope, z enimi sem še danes prijatelj, kadarkoli pokličem, lahko pridem na obisk in tu ni glih, da nimam zdaj družbe. Je pa res, da ni isto kot v živo. Ampak še enkrat, treba realno oceniti situacijo. In kaj lahko še naredite, je zdaj te otrokom podeliti nekaj iz vašega življenja, nekaj, kaj ste videli čez. Pa ne kot lekcija vedno, pa pridiganje, ampak nekaj, škaj, ki sem jaz bil mlad, pismo, pa veliko tega, kar imaš ti danes ni in res vsa čas, da ti tako handlaš zadeve. Ker jaz ne vem, če bi jih lahko. Mi smo šli ven in smo nabijali žogo do onemoglosti in se nismo sekerali, kaj bo kdo v nas rekel, nisem se sekeral, če sem slabo udaril, da bo tu čez 3 sekunde že na TikToku in se bodo vsi delali norca iz mene in tako naprej. Kar se danes dogaja. Zato se je težko izpostaviti, zato izkusi ta perfekcionizem in ker nismo perfektni in rabimo biti perfektni, sploh za kar gre na družbena omrežja, ker če ne se vsi delajo norca iz tebe, se posmehujejo in če ne znaš s tem biti in ti tu ni neki ok in se ne sekeraš, se pravi, se ti pomembno, kaj drugi mislijo o tebi, je pač težko biti danes mladostnik. Se pravi, druga zadeva pa je, da greste vi skupaj z njim v naravo oziroma z njo. Pa predstavite neke zadeve, pa greste, ne vem, malo spoznati tabornike, različne te stvari, ki se dogajajo zunaj, različne športe. Tudi če rad gejma veliko, greste z njemu skupaj na e-gaming evente in tako naprej. Se pravi, vi ga spravite ven o tistem, kar njega zanima. In najlažje kot narediti še enkrat, bodite avtentični, priznajte napake, podelite z njimi nekaj, kar ste videli čez, podelite z njimi realnost življenja. Ni lahko danes biti mlad človek, še enkrat, če se nekdo spravi nate in si buljan 24 ur na dan, ne samo unih 6-7 ur v šoli, ki se je nam dogajalo, ko smo bili mladi, ali pa tiste 2 ure na treningu, kakorkoli, pa si pošel nek drug šport trenirati, pa si imel mer od teh ljudi, danes ni mer. Razen če zbrišeš aplikacije in nisi tam, kar pa je mladim težko, ker se pol počutijo, da so vesoljci in da ne pripadajo v ta svet, pa že tako živijo s tem občutkom. Tako da dajmo biti spoštljivi, razumevajoči, ljubeči, pogledati realno situacijo z njimi in jih opolnomočiti o tem, kar je njim pomembno. Dajmo res, ker tu vem, da največ kar manjka. Mi odrasli mislimo, da nekako oni bi mogli biti in če niso tako, pa bo nekaj narobe. In živimo v tem strahu in jih forsiramo nekam, namesto da bi bili, kaj je njemu zdaj zanimivo. Ok, rad gejma zdaj. Super, naj gejma. Kaj še drugega počne? Vem, radi bi, da bi šel več ven, vi pejte več ven. Radi bi, da bi več telovadil, vi več telovati. Pokažite mu način življenja, ki mu bo
zanimiv, ki mu bo rekel pismo, jaz bi pa tudi tako živel. Kaj je to dobro. Se pogovarjate o resničnih zadevah, ne o vremenu, pa o kdo je boljši, Messi, Ronaldo, pa neke trivialne zadeve, ampak podelite, kaj se z vami dogaja, ko se vi soočite, brez kakršne koli agende. To je najhuj, ti oporku, to je najhuj. Imamo vedno to agendo zadaj, da s tem bom tu povedal, da bom pol to naredil, da bo pol šel on ven iz sobe, pol on ne pride ven iz sobe, pol vi grete ker ni takojšnjega rezultata in hočete takojšnji rezultat, vse takoj tukaj zdaj, in če ni takoj tukaj zdaj, je nekaj narobe. A ni se takoj tukaj zdaj tudi zgodilo? Je bil proces. Ni on, ker se zaprl v sobo, ona in zdaj ne pride ven en dan in cela panika. Tu se dogaja že en čas in tako, ki se je zgodilo, če tretjino časa to odpravimo, smo lahko super veseli. Če ste pogledali do konca, mi je ful všeč, za nalaž sem vse to naredil, tako da hvala vam. Glavno knjigo bom spodaj prepel. Bodite fajn, lep dan še naprej, pa če ne prej si gledamo drug teden na odgovorih na vprašanja iz predavanja Najstnik je najst.nič, ki ga imamo že naslednjo šolsko leto bukirano na kar nekaj šolah in organizacijah, pa še več tega bo prišlo, tako da upam, da se vidimo tudi v živo.